Znanje je, da vemo, da je paradižnik sadež, modrost pa to, da ga ne zrežemo v sadno solato. In v Sloveniji se res vrtnarji trudimo, da vzgojimo paradižnika čim več. In moja osebna želja letos je, da bi zreli paradižniki, torej rdeči ali pa rumeni, bliže konec aprila. Pa nič ne narobe, če bo to v začetku maja. In tole je prva video epizoda o paradižniku, ki ga bomo spremljali v celotni rasti v letošnji sezoni. Se mi zdi, da so z zgodnjim paradižnikom pravo revolucijo naredili v luštu pred parimi leti, ker se je že res konec aprila na trgovinskih policah pojavil slovenski paradajz. Kaj ga gojijo, vse te stvari se mi ne spuščamo, samo zanimivo nam je, da je to v Sloveniji res možno. Zdaj so te majstri šli še en korak dlje in obljubljajo, da bo svež in zrel odtrgan paradižnik in tudi okusen na voljo 365 dni. Zdaj v sredini februarja ga imamo tlele, da ga probamo, pa da vidimo senzorični test. Sladek. Svaka čast. Ja. Je malo bolj hrustljav, ampak koliko jim je to ratalo, ne vemo. Tole je motivacija tudi za naju, čeprav februarja res ne bova imela paradižnika, tam konec aprila pa upava, da mogoče rata. Ampak zelena je čaka še priprava. Nekaj zelenjave zimske je še v rastlinjaku, ki jo bova zelo malo pobrala in pojedla. Po sredini stranskih gred pa lahko vidite jagode v koritih. Jagode v koritih so notri od začetka februarja in skupaj z mladimi sadikami paradižnika rastejo do nekje meseca maja. Potem paradižnik prevzame gredo in jagode prestavimo ven. Ravno ta zasaditev v koritih omogoča to mobilnost. Midva pa še dodatno izkoristimo rastlinjak, pa dobiva še vmes, ko paradižnik raste, en zgoden pridelek jagod. V tem sprednjem delu rastlinjaka bojo pa kmalu prišle tudi ostale sadike, druge zelenjave, ki so zdaj še v notranjih prostorih in rastlinjak spomladi je res maksimalno izkoriščen. Grede so pa rezervirane za paradižnik. Pred presajanjem sadik paradižnika na grede moramo celoten rastlinjak še prej pripraviti. In prva ta priprava je, da na grede dodatno zastremo z kompostom. Letos to ni kompost v pravem pomenu besede, ampak je šampinjonov substrat. Še zmeraj prepoznamo delčke slame noter in je taka groba struktura, v katero ne moramo sejati semena, ampak za presajanje sadik na rastlinjaku se vseeno že lahko uporabi in se odlično obnese. In ta mera komposta oziroma substrata za šampinjone vpliva na to, da mikrobiološko oživi sama tla. In to je s tem tudi dodamo vsa hranila, ki jih paradižnik potrebuje tekom rasti. Lahko bi dodali tudi bor ali pa magnezij, kalcij ter druge minerale, ki so pomembni pri rasti paradižnika, ampak s tem naredimo glavnino. Da pa mikrobiologija v tleh, torej bakterije, glive, praživali in ves ta mikrobiološki svet v tleh res živi, potrebuje tudi vodo. In problem v rastlinjakih je ta, da imamo zaprto okolje, kjer ponavadi od oktobra pa do marca, mogoče še celo do aprila, se nič ne zaliva. In imamo dejansko 6 mesecev suše, ko pa zunaj pada sneg in pa dež. Mi si želimo to imitirati tudi noter v rastlinjaku. Tako da mi na Stjašo to počnemo tako, da zalijemo zdaj v februarju, pa še v začetku marca cel rastlinjak in pride nekje 5 kubikov vode na to površino. Tako da se res voda shrani v samih tleh. To je kot tak hranilnik vode, ki nam bo služil pol naprej tudi v sezoni. Idealno bi bilo, če bi zunaj bilo pol metra snega, pa bi se sneg noter nakidal, pa bi se sneg počasi topil in prepojil sama tla. Ampak to lahko naredimo z čisto navadnim cevjo za zalivanje, razpršilnikom ali pa tudi z talnim kapljičnim zalivanjem. Vem, da je bila že pred 2 leti posneta ena epizoda video o vzgoji paradižnika rastlinjakov in tam je predstavljen en ekstrem nezalivanja potem kasneje v sezoni. To pomeni od meseca maja naprej. In res je možno vzgajati paradižnik rastlinjakov, da se ga poleti nič ne zaliva, ampak okus je slabši bil, še posebej potem kasneje v sezoni,
Manjša je bila vsebnost sladkorja, kar smo zmerili z Brix-metrom, pa tudi rast se je mičkeno počasnila. Tako da je možno, ampak je nek ekstrem, ko do neke točke samo gre. Idealno je, da posnemamo tudi potem kasneje v sezoni enakomerno res zalivanje. Zunaj na 1 kvadratni meter pade nekje 1 kubik vode skozi celo leto in to, če preslikamo na teden, pomeni nekje 2 cm vode na 1 kvadratni meter površine. Če se tega držimo, zelo lepo imitiramo zunanje pogoje. In je tudi strah pred zastajanjem raznih soli, ki lahko ostajajo, ker ni dovolj dežja, in s tem tudi kisanja samih tal čisto odveč. O zalivanju in pa vodi v rastlinjaku bo govora še v naslednji epizodi. Tole danes je bilo na kratko o začetku priprav na glavno sezono paradižnika v rastlinjaku, ki res kraljuje tu notri. Jajčevce, kumare, paprike pri nama vzgajamo zunaj, ker odlično uspevajo, tukaj noter je pa kralj paradižnik. Hvala za spremljanje in uživajte v vrtnarjenju še naprej. Slabi plask. Video epizoda, ki... Tak sem bil. Kaj že moram povedati? Tako da se pripravljamo, ne?